Abrahamovih let je že, ko sem služil vojaški rok kot bolničar blizu Medžugorja. Kako sem se razveselil pisma od doma, najbolj od mame. Čutil sem, da ne bi bilo prav, da ga preberem kar mimogrede. Poiskal sem primeren prostor in trenutek. Še sedaj vidim otroško, lepo pisavo svoje mame, ki je že nad 30 let v Božjem objemu. Tako in tisočkrat večje spoštovanje bi moral imeti človek do branja Svetega pisma. Ob svojem spremljanju bolnikov in vprašanju, kaj ljudje, ki trpijo, najraje berejo, mi odgovarjajo, da v Jezusovem trpljenju, razumljivo, z njim se prav lahko poistovetijo, čeprav svojega trpljenja ne razumejo. V prebiranju Svetega pisma tako tisti, ki trpijo, prepoznavajo ljubečega očeta. Zdravim, v narekovaju, pa naj bo branje Svetega pisma priložnost, da se ustavijo ob trpečih in jim iz Svetega pisma tudi prebirajo pismo očeta, ki nas ni pozabil. Seveda velja to v normalnih časih. Bo po vsem tem še kdo trdil, da mu ni mar branje Svetega pisma, ko nam piše oče z veliko začetnico? Če smo že s takim spoštovanjem brali ali še beremo pisma, čeprav najbrž več po SMS sporočilih. Če bodo razmere dopuščale, naj na primeren način, po vaši iznajdljivosti, svetopisemski maraton pride tudi v bolnišnice in domove za ostarele. In tudi na vaše domove. Sebe in vas vabim, da se hitrih nog ali v počasnem premikanju z birglami ali vozičkom podamo na svetopisemski maraton. Prepoznajmo njega z veliko začetnico Jezusa, ki že hodi med nami. Z vami tečem na svetopisemskem maratonu in sem vesel druženja z vami o prebiranju Svetega pisma. Miroš Libar, bolniški duhovnik.